Živijo, jaz sem Meta. Živijo, jaz sem Uroš. Jaz sem Marija in to je moj kaka in da bo danes potnik. Šport je pomemben del njihovega vsakdana, pa naj bo za zdravje, druženje ali sprostitev. Ovire pa so zato, da jih premostiš, pravijo ob dejstvu, da ima mlajša hčerka Marja cerebralno paralizo in tako za vsakodnevno življenje, kot tudi za šport potrebuje invalidski voziček. Šport nam je zelo pomemben, vendar pa ga moramo glede na Marino diagnozo in njen hendikep prilagajati. Poskušamo vse sorte načine, improviziramo, kaj bi se lahko z Marijo počeli. Ne vem, sanke smo nekaj dodelali, predelali. Letos smo si dokupili za kolesarsko prikolico tudi smučke, tako da gremo lahko tudi teč. Res iščemo vse možne načine prilagoditev pripomočkov, da Mariji omogočimo čim več športa. Tako Meta kot Uroš sta športu predana že od mladih let. Jaz mislim, da so začetki že v moji osnovni šoli, ko sem začela 8-letno športno pot v teku na smučeh. Tako da sem se kasneje tudi rekreativno ukvarjala z vsemi športi, kar mi je prišlo na pot, od tenisa, odbojke, gorskega kolesarjenja. S športom se ukvarjam že od malih nog, odkar vem. Ja, v športu se sprostim, pustim tiste vsakdanje težave nekje drugje. Narava me sprošča. In iz tega pol tudi seveda izvira, da z družino preživljamo zdaj čas v naravi in se probamo s čim več športi tudi ukvarjati. Svojo ljubezen do aktivnega življenja pa sta prenesla tudi na Marijo. Ja, drugače pa tudi rada piški, pa Še kakšnega drugega? ja, boča pa kari. A si ti povedala, da že na 2 ljubljanskih maratonih tekla? Da sem tudi na maskem, pa malo tudi s vežitkom, ki mi jih ful všeč. Smo ji poskušali predstavljati že kot majčkani športe, od teka na smučeh, ko smo jo dali na smuči, ko je bila še v vrtcu, je šla prvič na biski, do tega, da smo šli, ne vem, sankat in tako naprej. No. Jaz mislim, da je skozi to tudi ona potem vzljubila ta del preživljanja časa v naravi. No. V športu pa še toliko bolj uživa, ko se lahko z njim ukvarja sama. Smo imeli možnost dobiti kolo na ročni pogon, da smo se ga izposodili v šoli, ga imamo doma in Marija, moram reči, da je zelo navdušena, ko gre lahko na dvorišče in sama to počne. Tako da tudi, ko smo jo dali na tek na smučeh, ko smo jo prav smučke dali na noge, moram reči, da je bilo to čisto nekaj drugega, kot pa, ko jo mi posedimo v prikolico in jo mi vlečemo. Tako da sigurno je navdušena takrat, ko nekaj sama individualno lahko počne. Zato tudi stremimo k temu, da bi najdali en šport, kjer bi ona probala razviti večjo samostojnost pri sebi. Se pravi, da naj jo dejansko ne rabi zraven, ampak nekaj lahko počne sama. Socializacija kot prvo, sigurno, in samostojnosti, ki bi jo s tem pridobila, in pa njenega veselja, ko jo vidiš v učkih, kako je vesela takrat, ko nekaj lahko sama dela. Drugače sem jaz se tako navdušena nad plešom in jaz bi rada pisala, ker je Brina nota. Ples in plesalko Brino, kot še številne druge parašportnike in parašporte, je Marja spoznala na paralimpijskem taboru za družine. V bistvu so te tabori za vse nas tri, no. Nam rekla, da je samo za Marijo to, ampak v bistvu gremo vsi radi, zato ker so tam družine, ki imajo podobne težave, kot jih imamo mi, ali pa podobne radosti, kot jih imamo mi. Tako da ja, se podružimo starši, v osnovi pa jaz mislim, da spet iščemo družbo vrstnikov, da se ti otroci lahko med sabo podružijo, spoznajo in kasneje, jaz pravim, postane tudi lahko dobri prijatelji. Marja pa ima še eno športno ljubezen. Tudi športna navija, rada gledam vse športne dogodke, najbolj pa skoke, pa smutanje, pa rokomet.
še proti cilju drvi, res dobro zna drseti in Marja Sajovic prihaja v cilj.